Pozdravljeni na 4. pogovorih o ciljih trajnostnega razvoja. Jaz sem Lucija Tacer, mladinska delegatka pri OZN in danes je z mano Dejan Navodnik. Pozdravljen. Pozdravljeni. Pozdrav tudi vsem ostalim gledalkam in gledalcem. Ja, danes bova govorila o 8. cilju trajnostnega razvoja, o dostojnem delu in gospodarski rasti. Preden pa začneva, bi na hitro povedala, kot ponavadi, za tiste, ki še niste gledali, kaj so cilji trajnostnega razvoja, da vsi začnemo z ene pregledne točke. Torej, cilji trajnostnega razvoja so sestavljeni 17 ciljev za razvoj, katerim so se zavezale države članice Organizacije združenih narodov, med njimi je tudi Slovenija in naj bi se izpolnili te cilji do leta 2030. Vsebinski smoter je pa v tem, da se lahko na našem planetu danes zadovoljijo potrebe, brez da bi se ogrožala možnost, da bodo prihodnje generacije tudi lahko zadovoljile svoje potrebe na tem planetu. Tako da so kar ambiciozni in danes bova govorila o 8., drugače bomo pa skozi te pogovore obdelali vseh 17 tem. Pogovor bo trajal okoli 45 minut. In če imate kakšne vprašanja ali pa komentarje, lahko objavite pod tem videom. Jaz bom vmes gledala, tako da če bo kdo vmes objavil, lahko tudi v živo odgovoriva. Zdaj pa mislim, da greva lahko kar na vsebino. Torej, z mano je Dejan in on je vodja odbora za trg dela pri Gibanju za dostojno delo in socialno družbo. Ampak ti bom kar dala zdaj besedo, da se še sam malo bolj celostno predstaviš. Hvala. Moje ime je Dejan. Drugače prihajam iz Raven na Koroškem, ampak zdaj že 4. leto študiram v Ljubljani. Zdaj dokončujem dodiplomsko stopnjo. Tako da včasih pripravljamo tudi za naprej. Drugače pa sem bil na začetku svoje študijske poti, sem delal tudi na Radiu Študent, dobro leto in pol. Da sem spoznal tudi z novinarstvom, potem pa sem že kar hitro tudi spoznal Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, organizacijo, ki se bori za dostojno delo, in sem z njimi začel sodelovati v obliki projekta in potem se je naše sodelovanje tudi še nadaljevalo vse do današnjih dni. To zaenkrat. Ja, saj bova še malo bolj podrobno šla v tvoje izkušnje. No, super. Kaj pa nam lahko mogoče poveš, kaj te je navdihnilo, da si se začel ukvarjati s tem področjem dostojnega dela in kako si začel? To sega že preden sem sploh prišel na fakulteto. Drugače sem študent sociologije kulture, tako da sem že šel s tem namenom tudi študirati, da bi spoznal, kaj se v naši družbi dogaja, kaj se globalno v svetu dogaja, da bi ga lahko boljše razumel, da bi lahko tudi samega sebe boljše in lažje pozicioniral, kje sploh sem, kaj sploh delam in kaj sploh delam. In že v okviru študija sem se začel spoznavati z nekimi družbenimi okvirji in tudi za trgom dela, in za samim delom, preko različnih teoretskih tekstov in tudi samim opazovanjem. V bistvu vse skupaj na koncu kar nekaj spontano, ena stvar pride za drugo, najprej na Radiu Študent, sem tam še poglabljal svoje znanje dodatno, potem pa sem kar naenkrat pristal tudi v tej organizaciji, ki se neposredno ukvarja s tem, kar me je že od nekdaj zanimalo. Torej predvsem, ker delo zajema tak širok spekter naših življenj, me je tudi zanimalo, na kak način je organizirano. In tako da na tak način sem se pol tudi s tem začel ukvarjati. In v nadaljevanju tudi opozarjati na neke pomanjkljivosti in kršitve, ki so dejansko sestavni del trga dela in tudi poskušati reševati.
V okviru kakšnih projektov pa si se vključil, pa tudi recimo kakšne specifične projekte, na katerih delaš danes mogoče? Če nam še malo več poveš. Ja, zdaj vključil sem se z projektom ŠIPK, to so študentski inovativni projekti za družbeno korist, ki jih financira štipendijski sklad. In takrat smo raziskovali recimo minimalno urno postavko za atipične oblike dela. Torej v vseh teh segmentih trga dela, ki niso redne zaposlitve za nedoločen čas. In to je bilo večmesečni projekt in so tu začeli sodelovati člani kolektiva. In hitro sem tudi videl, da so problematike kar globoke in zahtevajo tudi neke resnejše analize in tudi sistemske rešitve. Tako da zdaj, s čim se sploh ukvarjam, da najprej to povem, s čim se mi ukvarjamo na gibanju, v bistvu se ukvarjamo z problematiko prekarnega dela. In prekarno delo je v bistvu nestanovitno delo, negotovo delo, negotovo zaposlitve in posledično tudi negotovost prihodnosti in tudi nizki dohodki so ključni sestavni del, ki neko delo naredijo prekarno. In predvsem se ta problematika pojavlja na strani atipičnih oblik zaposlitev, to so recimo pri samozaposlenih in pri recimo agencijskih delavcih, tudi so se ukvarjali študentskim delom, pa tudi sem štejemo, in tudi razne podjemne avtorske pogodbe. Tako da ta segment trga dela, ki dejansko eksponentno narašča, že recimo, če sam dam nek podatek o zadnjih, od leta 2005, da se je ta segment trga dela samozaposlenih, zdaj govorimo samozaposlenih, se je povečal za 44%. In danes beležimo recimo, konec leta 2019 smo beležili 73.184 samozaposlenih, če izvzamemo kmetijsko dejavnost. In ta segment dela se vztrajno veča in širi in tudi delno tudi posledica zavestne odločitve, da se takšno obliko zaposlitve tudi nagrajuje s strani države in so tudi deležni podjetniki raznih subvencij, zaradi tega, ker prispevajo, če so uspešni k gospodarski rasti same države in ponujajo nove zaposlitve tudi drugim kadrom. A subvencije, to si govoriš o subvencijah podjetjem, ki zaposlujejo na ta prekaren način? Ne, da sploh ustanovi podjetje. Da nekdo odloči štartati z samostojnim podjetjem. In s čim se mi ukvarjamo je v bistvu s tem, da je razlika med redno zaposlenimi in samozaposlenimi. Zaradi tega, ker samozaposleni so sami sebi delodajalci in tudi delavci. In medtem ko na drugi strani imaš tipično razdelitev med delodajalci in delavci. In v prvem primeru, v primeru delodajalcev in delavcev, redno zaposlenih in delodajalcev, je stvar v tem, da imajo delodajalci do svojih zaposlenih določene zakonske obveznosti, ki so zapisane z zakonom o delovnih razmerjih. To pomeni, da jim morajo kriti poleg vsaj minimalne plače tudi regres, bolniško nadomestilo prvih 30 dni, pa plačati morajo prevoz na delo, plačati morajo malico in tudi prispevke za pokojninsko, invalidsko in socialno zavarovanje, medtem ko si morajo na drugi strani samozaposleni to vse plačevati sami. In mi se predvsem recimo ukvarjamo s to problematiko, kjer samozaposleni si tega ne morejo kontinuirano plačevati, si ne morejo recimo plačevati regresa, si ne morejo privoščiti dopusta, jim ne uspe recimo plačevati prispevkov, medtem ko
pri redno zaposlenih je to zakonsko urejeno. A ne? In mi recimo potem opozarjamo na te problematike enostavno in tudi gledamo na različne kršitve tega področja, kot sta recimo ekonomsko odvisne osebe, a ne status ekonomsko odvisne osebe in prikrito delovnega razmerja. A ne? Zdaj recimo, če povem, na kratko, da si predstavljamo, za prikrito delovno razmerje. A ne, ti imaš v zakonu o delovnih razmerjih opredeljene elemente delovnega razmerja. In to so, da delo opravljaš osebno, da opravljaš za plačo, a ne, in da delaš v nekem delovnem procesu kontinuirano. Četrta je pa, da delaš v okolju, ki ti ga priskrbi delodajalec. In recimo ena taka kršitev, ki smo jo pri trafikantih opazili, je, da so njihovi delodajalci so jim dejansko rekli, da ne odprejo svoje SP-je, samostojna podjetja, čeprav bi jih mogli redno zaposliti po pravilih. In smo se potem borili, da bi jih redno zaposlili. To so take anomalije, kršitve same zakonodaje, na katere tudi opozarjamo. Zdaj... To je v bistvu potem prikrito delovno razmerje, ne? Ja, to je prikrito delovno razmerje, ja. Na drugi strani pa imaš, da lahko koristiš tu status za ekonomsko odvisne osebe, kot samostojni podjetnik, če je vsaj 80% ali več, to je prevladujoči naročnik zgolj ena oseba. In si potem tudi deležen določenih pravic iz tega. Če pa tega ne koristiš, oziroma če delodajalec ne sprejme tega, je to tudi kršenje pravne zakonodaje. Zdaj eno vprašanje o temle, o ekonomsko odvisnih osebah. To mi je namreč zelo zanimivo, ker jaz sem na pravni fakulteti in se ravnkar učim delovno pravo. Tako da, to je direktno to, kar se jaz učim. Ampak mi je zelo zanimivo tudi slišati malo iz prakse, ker se vi ukvarjate s tem, glede teh ekonomsko odvisnih oseb sem slišala, da v bistvu ni zaživela ta določba zato, ker morajo obvestiti naročnika, da so ekonomsko odvisne. A ste mogoče kaj delali na tem, se ukvarjajo s to problematiko, da ni zaživela ta določba? Ne, s tem se mi na gibanju še nismo kaj dosti ukvarjali. Bolj gre za opozarjanje in za pravico, da to obstaja. Sploh, da to zaenkrat ozavestiš javno, in da se to dejansko tudi zahteva. Da bi pa sam recimo poznal, da bi se kdaj sam ukvarjal dotično s to problematiko, se pa nisem. Imamo na gibanju pravni odbor tudi, ki je tudi skozi članke opozarjal na te nepravilnosti. Sam osebno se pa s tem nisem v praksi srečal. Ja, se sam slučajno, če bi se. Ja, no, kaj je bilo vprašanje temeljno, da nam preveč zašel? Kaj smo projekti? No, vidiš, na eni strani gre za opozarjanje na te kršitve. To delamo tudi kot društvo, kot celota. In druga stvar pa je, da se jaz sam osredotočam bolj na te projektne problematike. Projekti, ki trajajo več mesecev, vse do zdaj je bilo tako. In ena je bila recimo ta minimalurna postavka, smo jo raziskovali. Na drugi strani pa smo ravno zaključili konec junija z projektom problematika bolniških nadomestil pri samostojnih podjetnikih. Zaradi tega, ker zdaj je recimo na tem področju stvar urejena na tak način, da si mora samostojni podjetnik do 30. delovnega dneva bolniške odsotnosti sam kriti to bolniško nadomestilo, šele potem pa mu lahko to pride na izračuna zdravstvene blagajne. Kar dejansko prinaša določeno mero samoizčrpavanja, če ne zaslužiš dovolj, da bi lahko bil tako dolgo sploh odsoten do dela. In naši anketni rezultati so pokazali, da si kar 61% anketirancev ni moglo privoščiti izpada dohodka daljše od enega meseca.
pri samozaposlenih. In zato smo tudi poskusili urediti to področje. Mi smo dali ven 2 predloga in zdaj je to v neki proceduri, da se to začne usklajevati z ostalimi deležniškimi organizacijami in ministrstvi in na koncu, da se potem tudi da nek celovit predlog za prenovo tega zakona v vladno proceduro, da se vloži. Tako da to sem delal zdaj 4 mesece, drugače pa skozi leto, ko pa ni projektov, pa dejansko vodim bralne krožke, vsakomesečne bralne krožke v prostorih gibanja. Tu gre pa predvsem, poskušam prisotne seznaniti z samim trgom dela. Kak je naš trg dela, kaj od nas zahteva, na kak način posledično se lahko tudi v njega vključimo, kaj od nas pričakuje, da znamo, kaj sistem od nas pričakuje. Ker na tak način, če imaš nek celostni pregled, kaj se dogaja na trgu, in na koncu imaš tudi pregled, kaj se tudi s tabo dogaja, in znaš samo situacijo veliko boljš razumeti in se v veliko katerih primerih tudi boljš odločati za svojo lastno dobrobit. Predvsem je bil to namen mojih bralnih krožkov, predvsem smo predelovali neoliberalizem, to sodobno obliko kapitalizma, pa tudi neki zgodovine, ko vedno dobro imeti nek zgodovinski pregled, da vidiš, da ne živiš samo v nekem vedno istem trenutku, ampak da se zgodovina spreminja, je nekaj tekočega. Po mojem še posebej na tem področju je zelo pomembno vedeti zgodovinski okvir. Ja. Predvsem je tudi to, da veš, da obstaja alternativa, da se jo da na nek način gojiti, da so možne neke nove rešitve, da so možne nove oblike dela, drugačna organizacija dela, ki je recimo človeku lahko prijaznejša, in je lahko bolj solidarnostna na tak način. In recimo en izmed takih zadev je definitivno tudi socialno podjetništvo, ki se v zadnjem času razvija, pa krožno gospodarstvo. In recimo ravno to krožno gospodarstvo ima ta potencial, pa plus zadružništvo je del tega, je del socialnega podjetništva lahko, neko združevanje v zadruge. Je ta potencial, kjer se tudi ta ekološka potreba po ekološki ekonomiji vključi zraven, ker smo šele zdaj, se mi zdi, da smo na točki, ko so nas podnebne spremembe dejansko prisilile do te točke, da začenjamo tudi razmišljati o tem, da mogoče pa ni dobro čisto vse, kar proizvajamo, pa količinsko, koliko proizvajamo, ampak se bo treba nekaj omejiti, bo treba zgraditi neke nove smernice, neke nove tehnologije, ki ne bojo toliko onesnaževale okolje na dolgi rok, da bomo lahko tudi pustili nekaj lepega za sabo za prihajajoče generacije. Zdaj si lepo obnovil, o čem se grejo te cilji trajnostnega razvoja. Ja. Tako da jaz mislim, da so to neki pozitivni momenti, ko se trenutno tudi dogajajo. Tako da sam si prizadevam, da gremo v tej smeri, da razvijamo nekaj novega in se recimo predvsem odmikamo od te konkurenčne naravnanosti samega našega sistema. In krepimo bolj to neko solidarnostno vez in skupaj nekaj naredimo, namesto da vsak za sebe nekaj naredi. Katera je pa ciljna skupina, ki obiskuje te bralne krožke, recimo, kdo so ti ljudje? Zdaj, nekih je študentov, ki so tudi člani gibanja, nekateri pa tudi niso bili, pa so hodili, pa so recimo potem postali. Ali pa so samo simpatizerji. Na drugi strani pa tudi pridejo
odrasli ljudje, ne vem, kako bi rekel, ko že imajo neke delovne dobo za sabo, ker jih enostavno zanimajo teksti, ker enostavno že imajo določene izkušnje in neko to vejo, kaj se dogaja, ampak bi radi še slišali, da je to res in še lahko kaj dodajo zraven. Če boš želel, lahko tudi, se mi zdi, pod ta video nekam damo link z več informacij o tem, če bi kdo bil zainteresiran se pridružiti, ko boste nazaj začeli, mogoče po koroni. Ja, lahko, definitivno. Ja, to so itak začeli potem zdaj šele za septembrom, oziroma oktobrom, bolj ali manj oktobrom, kot se tudi študenti vrnemo nazaj v šolske klopi. Pa še tole sem te hotela vprašati v projektu, ki si ga prej omenil, samozaposlenih. Ker sem slišala veliko tudi od študentov, da je to eden izmed problemov tudi za mlade, ki se zaposlujejo pol, da jih nekako pod nekim prikritnim delovnim razmerjem na en način se prisili, da se odprejo espe. Kako ste pa, ko si rekel, da ste delali te predloge, kaj pa so predlogi za spremembe, kje bi se zgodile te spremembe pri ureditvi? Zdaj, kje bi se zgodile te spremembe, je enostavno to, da se ugotovi, na kak način lahko ta nov segment trga dela, ki se je pojavil, ki je pač značilen že v Zahodni Evropi, recimo vse od 70 let, ampak tu v Sloveniji je prišel recimo po osamosvojitvi, se je začela ta segmentacija. Kaj je bilo vprašanje, še enkrat? Samo, ker si govorili, da ste predlagali, da ste predloge oblikovali. Kakšni so nameni za spremembe? Ja. Zdaj, to področje je na nek način toliko novo, da iščemo te regulative, s katerimi bi sploh to naredili. In tu je treba še upraviti nekaj premisleka, kam sploh hočemo kot družba sploh, da gremo in na kak način hočemo ta institut samozaposlenosti in nekih drugačnih oblik zaposlitve, kot so redno zaposleni, na kak način hočemo jih imeti. In mi smo recimo dali 2 predloga ven konc projekta, kako bi rešili problematiko bolniškega nadomestila. Ker tu gre dejansko za to, da se obstoječe težave reši, da se začne reševati, da se to prekarno delo začne omejevati in se ga spreminjati v dostojno delo, ki pa je, seveda, dostojno delo je delo, ki ti nudi dovolj visoko plačilo za svoje delo, da lahko ti odplačaš vse svoje bivanjske, materialne in tudi nematerialne stroške, tudi duhovne stroške, da se lahko udejstvuješ v nekih dejavnostih, ki so tebi všeč in niso direktno povezane s tvojim delom. Tako da jih hočemo spreminjati na tak način. In za nas se je zdelo ta problematika bolniškega nadomestila ena izmed ključnih prioritet je bila, da jo čim prej rešimo. Zaradi tega, ker enostavno na dolgi rok ne samo, da je slabše za posameznika, ki je v tem položaju, da si ne more privoščiti, da bi obležal recimo gripo enotedensko ali pa neko dvotedensko bolezen, je to za njega slabo na dolgi rok in tudi slabo za družbo na dolgi rok. Potem, da bi v tistem 30-dnevnem času, da bi vzpostavili sistemi, da bi nekdo drug to kriv? Ja. Predvsem en predlog je, da bi recimo do določene vsote, določenih dohodkov, recimo tisti, ki zaslužijo pod minimalno plačo, se neka progresivna lestvica razvije, gor, in se potem subvencionira tisti, ki si tega ne morejo plačati. Zaradi tega, ker nekaj moramo tu res razumeti, da kolikor se fajn sliši samostojno podjetništvo, ni vedno svobodna izbira. Že sama si prej rekla, da nekateri to prisilijo, nekateri pa nimajo izbire, ker enostavno je ni toliko rednih zaposlitev za nedoločen čas, kot je iskalcev samih zaposlitev. In potem, če ti nočeš biti na zavodu ali pa ne moreš biti na zavodu, se enostavno moraš neko zaslužiti in se pač samo zaposliš in pač začneš proizvajati neko dejavnost. In si pripravljen tudi sprejeti delo
pod katerimi pogoji in si tudi sam pripravljen potem podpisati pogodbo, po kateri te bo delodajalec zaposlil, samo če ti ST odprt, da bo imel s tabo manj stroškov. Tako da zaradi tega je treba na samostojno podjetništvo gledati tudi iz malo bolj širšega vidika, na kak način bomo reševali te problematike in kam bo to šlo, kam bo to podjetništvo tudi šlo. Ampak rad bi izpostavil eno poročilo Deloittovo, ki me dejansko ki je bilo pred kratkim narejeno in je dejansko so raziskovali, koliko srečni so mladi, milenijci in generacija X. Ne, generacija Z. To so recimo milenijci, so recimo rojeni od leta 1980 do 1995 recimo, medtem ko je generacija Z rojena po letu 95. In pol gleda, kako srečni so, kakve pričakovanja imajo. In dejansko me to poročilo navdaja z navdihom, a ne z optimizmom, zaradi tega, ker je pokazalo, da so glavni problemi mladih, zaradi česa tarnajo, je, da ne morejo najti službe, da je življenje za njih stresno in da so zaradi tega nezmožni načrtovati prihodnost. In tu mi da govorimo o tistih, ki so stari recimo od 17 pa do 37 let. To pomeni to delovno aktivno prebivalstvo. In pač kaže, da mladi dejansko niso toliko srečni zaradi točno teh zadev. Zaradi tega, ker nimajo rednih zaposlitev, oziroma ker nimajo stabilnih zaposlitev in ne morejo načrtovati družine, ne morejo oblikovati svojega življenja. In so neki življenjski poteki, ki so bili recimo še po drugi svetovni vojni, neka stalnica, recimo, po drugi svetovni vojni si ti imel, da si se recimo si se iz šole zaposlil in si imel neko redno stabilno zaposlitev, recimo. Danes se to krha, in smo dobili neko nestabilnost. In dejansko mladi se temu na nek način upirajo in si želijo izboljšave. In po drugi strani pa ta raziskava kaže, da si ne želijo izboljšave samo za sebe, ampak si želijo izboljšavo za skupno dobro, za sebe in za sočloveka. Torej je neka solidarnostna vez med njimi, ni nekaj, bo vsak za sebe. Tako da, če to poročilo vzamemo kot zelo verodostojno, ker nisem bral metodologije in ne vem čisto podrobno, je za mene kar spodbudno, zato ker se nakazuje neka nova mentaliteta, neka nova miselnost, ki se pripravlja, da vzleti. Ker najmanj srečne države pred pandemijo so bile Nemčija, Italija, Japonska. Najbolj srečni so bili pa v Indiji, Braziliji, Kitajski ne vem sicer. Ampak očitno so. Obkrožajo so, da so srečni. Ja, so pa srečni. To sem te želela vprašati, a ti rezultati so globalno za Slovenijo? Ne, za Slovenijo pa se mi zdi, da ni bilo. To je nek članek, ki je bil v Delu tudi v tem, pred kratkim, ne vem, 2 dni nazaj, 3. Da se ga lahko tudi tam prebere, kratek povzetek tega. So zanimivo. V bistvu si zdaj ravno nakazal na naslednjo vprašanje, ki sem te hotela vprašati, glede Slovenije in kako delno si že malo odgovoril, ampak če bi mogoče še malo več, kaj so te glavne ovire, ki jih ti vidiš, da jih imajo mladi pri iskanju dostojnega dela? Zdaj, prvo vrsti bi se tudi navezal na to raziskavo, da mi danes, in to že vse recimo od protestov leta 68, ko je bil upor proti neki družbeni hierarhični ureditvi, ki je determiniral tvoje življenje, in te videl kot nek mehanizem oziroma kot nek stroj, v katerem boš ti sodeloval in v katerem boš delal. Se je zgodil ta upor in dejansko študenti so si želeli, da bi bili svobodni, da bi lahko izrazili svojo pristnost in svojo avtentičnost,
a ne, in kreativnost, a ne, da ne bi bili toliko ukvarjeni. In se je takrat že začel dogajati ta shift, da si mi danes ne želimo več samo to, da delamo, a ne, da imamo neko službo, ampak mora imeti naša služba smisel. A ne. In en problem je definitivno ta, da mora družba, recimo družba kot trg dela, kot produkti in potrošnje, ki se nam ponuja, a ne, se mora človeku dati nek smisel, a ne, da je to okej, a ne, da gremo tja, ker je to družbeno sprejemljivo, ker je to družbeno koristno, a ne. In je treba mladim ponuditi tudi taka delovna mesta, kjer bojo, in tudi tako družbo, kjer se bojo čutili, da je vse skupaj smiselno, kam stvar gre in kam pelje, a ne. Ker potem je na eni strani tudi vprašanje, ja, kam pa naj grem, a ne, kaj pa naj sploh delam, kje bo moje mesto, a ne, ga moraš res iskati. Recimo, to je bil en problem, ko je tako dolgoročni, da se naredi čim bolj sprejemljive zaposlitve in skladno z nekimi interesi, družbenimi interesi mladih, a ne. Druga stvar je enostavno ta, da je tudi primanjkuje, pod to tudi primanjkuje delovnih mest, a ne. To sem že omenil. Delovnih mest za nedoločen čas. Ja, za mlade. In tudi sama integracija potem mladih na sam delovni proces, a ne, mora biti z neko potrpežljivostjo, a ne, in se zavedati, da ne moramo vso krivdo pripisati univerzam, recimo, ali pa šolstvu, ker jih že naš tam docela ne integrirajo v ta proces trga dela. Moramo biti malo prizanesljivi, da je trg dela dejansko bolj kompetitiven kot neko univerzitetno okolje, kar je tudi prav, a ne, ne moramo celo življenje živeti v nekem konkurenčnem okolju. In da se tudi moramo same stvari, ki se od nas v službi zahtevajo, priučiti, kar je vedno stvar nekega daljšega obdobja privajanja. Tako da bi se z raznoraznimi izobraževanji in z raznoraznimi oblikami sočutja, a ne, lahko zgradilo lepše okolje, a ne, za samo boljše počutje in boljšo integracijo študentov v podjetja. Po drugi strani pa se mora dati tudi priliko, a ne. Zato, ker recimo jaz, ko gledam razne zaposlitvene oglase, recimo za kako mojo smer, a ne, recimo primer kadrovanja, a ne, da delaš na kadrovski, pričakujejo delovne izkušnje do 3 do 5 let, a ne, recimo. Kje? Jaz jih nimam, a ne. Po drugi strani študentsko delo tukaj šteje? Ne, tu zdaj govorimo za samo prehod mladih na trg. Študentsko delo tudi še pride. Ja, ne, pravim, če šteje za delovne izkušnje. Aha, ja, šteje. Čisto odvisno, kaj si delal, a ne. Če greš, recimo, nekateri mladi dobijo potem zaposlitev preprosto že tam, kjer so kot študenti delali, a ne. Po drugi strani, če se potem premagaš v neko čisto drugo panogo, zahtevajo spet nekaj drugega od tebe. In potem tiste izkušnje lahko štejejo, glej, nekaj je že delo, a ne, ima neke delovne navade, recimo, ampak potem je to, ne vem, koliko štejejo. Čisto odvisno od podjetja do podjetja. Odvisno, res čisto odvisno. Tako da, ja, kaj se neko priložnost, smisel, študentsko delo, ja. Po drugi strani je pa študentsko delo tudi nevarno, zaradi tega, ker v kolikor pride do tega, da začne nadomeščati tvoj celotni dohodek, da si torej v celoti odvisno od študentskega dela, ti zmanjka
ti dejansko zmanjka časa za tisto, kar si pravzaprav želel v prvi vrsti. In to je, da se izobražuješ, da si na fakulteti, da se učiš, da sodeluješ pri predavanjih. In če ti delaš recimo, ne vem, vsak dan, po ne vem koliko ur, recimo po ne vem, vseh 6-7 ur, da ne govorimo o 8 urah in potem že v prikritem delovnem razmerju. Ja, to je začasno, ja. Ja, je prosto v tem, da je treba na nekih drugih sektorjih, na nekih drugih načine zagotoviti tem študentom, ki so toliko socialno ogroženi, da si ne morejo zagotoviti študija, da ga vseeno lahko imajo. To je z raznimi državnimi subvencijami, ki so pa premale, ampak so premale trenutno. In ima tudi Študentska organizacija Slovenije oziroma Univerza v Ljubljani ima to, kako se temu, to fundacijo Študentski tolar, ki ne bi skrbeli za te ogrožene, ampak je treba dejansko pogledati, koliko denarja sploh tja namenijo in koliko jim ljudem pomagajo. Jaz teh podatkov nimam. Ne vem, če dejansko obstajajo. Ja, to bi bilo zanimivo se pozanimati. Ja, bi bilo zanimivo se pozanimati. Dobra ideja. Jaz sem v bistvu ene par dni nazaj govorila z enim kolegom iz ŠOS-a, tako da mogoče lahko pridobimo te podatke. Ok, super, to je bilo fajn, ker mene to tudi ful zanima. Ja, kaj še lahko povem v študentskem delu, da vidim. Ker tudi sam sem recimo študentsko delo in lahko govorim iz lastnih izkušenj, da dejansko, ko ti enkrat delaš, pa so tebe nekaj pričakuje že v službi, je tudi sam interes za študij je manjši, ker se enostavno si malo iztrošen že, ne moreš svoje celotne energije porabiti za pridobivanje znanja. Definitivno pa je po eni strani neko povezovanje s trgom dela smiselno, in zato tudi to nekje v nekaterih sektorjih dogaja, na nekaterih fakultetah, predvsem v sferi visokošolskega izobraževanja, potem ko na fakulteti imaš še vseeno, recimo, tudi pri nekih naravoslovnih tipih, kot recimo strojništvo, nimaš prakse, ampak imaš samo teoretično delo in iz tega vidika razumem, da kot če nimaš recimo v mislih, da boš šel znanstveno smer naprej in v raziskovalno smer, da te dejansko malo poveže s trgom dela. Problem je pa, ker imaš na drugi strani pritiske, da se pa visokošolsko čisto podredi kapitalu in gospodarski rasti. In to je pa zelo globoka zadeva, ker dejansko, če se vrnem še nazaj v naša čisto otroška leta, v vrtce. Ti imaš v nekem evropskem merilu ti 3 modele vrtcev. Prvi model je ta nek doživljajski model, ko ga imamo tu v Sloveniji, kjer se otrok v vrtcu spozna samega sebe in druge okolje preko igre in s tem, da sam odkriva in ni zravno udeleženo neko učenje, ampak samo učenje, samo odkrivanje, samo spoznavanje sveta in okolice. Medtem ko imaš na drugi strani pa pripravljalni model, kjer pa otroka že v vrtcu pripravljajo na osnovno šolo, na same izobraževalne procese, da bo bolj hitro osvojil, da bo bolj kompetenten. In to pomeni, da se že v vrtcu učiš recimo pisati, brati, da že tam, ne vem, verjetno malo kaj matematike delaš, ne vem. Medtem ko imaš tretja varianta, je pa ta pol-pol zadeva. In to povezovanje z gospodarstvom, to je posledica tega povezovanja z gospodarstvom. Dajmo narediti ljudi čim bolj kompetentne, da bo čim bolj storilnostni, da bo čim več znali, da bomo mi lahko zagnali gospodarsko rast. Da bo gospodarska rast čim večja. Zato, ker samo na tak način se je proizvajala družbena blaginja.
Ampak ljudje nismo samo ti neke mašine za zagon gospodarske rasti, a ne? ampak smo tudi več. A ne? Obstajajo tudi druga področja življenja, ko pa samo to ekonomsko udejstvovanje. A ne? In se ta blaginja kaže tudi na drugih področjih. A ne? Recimo, prvi primer je okoljska pravičnost. A ne? Smo odvisni od tega. A ne? Naša blaginja je odvisna od okolja, v katerem živimo. In z neko industrijo, v katero mi vlagamo in onesnažuje okolje in vlagamo v njega že od malih ven, a ne, je lahko tudi družbeno destruktivna. A ne. Zato je treba upoštevati tudi te druge aspekte te blaginje, ne pa samo gospodarsko rast. A ne. In tudi ta raziskava, koliko smo srečni. A ne. Danes imajo recimo država lahko gospodarsko rast, pa niso pretirano srečni ljudje v njej. A ne. Tako da sam BDP, da bi se sam povezoval z gospodarsko rastjo, BDP, da bi se sam povezoval z srečo, ne pa z blaginjo, je enostavno premalo. In zato je treba gledati na bolj celostni razvoj človeka in ne samo v eno smer. Ampak je treba gledati na njegov celostni razvoj že od otroštva in potem se mi zdi, da bo tudi samo zavedanje teh oseb, ki bojo bolj celostne, tudi boljše in širše in bojo znali presojati sami te neke, kot posamezniki, probleme in se z njimi uspešno soočati. Ja, te primerjave v razvoju so zagotovo zakomplicirane in se nekako se nadgrajujejo v to, kakšen na koncu pač tudi kader na trgu dela imamo. Ja, mogoče zdaj za konec bi te še prosila, če imaš kakšna priporočila za mlade, ki mogoče to gledajo, pa jih zanima, postati aktivni na tem področju, kje naj začnejo? Če nekaj te je prekinilo. Prosti. A se slišiva? Ja, malo je slab signal zdaj postal. Ojoj. Zdaj te slišim normalno. Ok, no bo probala še enkrat. Okay. Če imaš kakšna priporočila za mlade, ki bi radi postali aktivni na tem področju? Priporočila. Ja, eno priporočilo je to, da najdejo ljudi, ko se že prej s tem ukvarjajo, ki jih bojo lahko usmerili, kam naj sploh pogledajo, kje najti recimo literaturo in kaj iz prve roke povejo. Recimo ena izmed takih organizacij je sigurno naša, pa nismo edini. Potem drugo je, da začneš sam brati neka besedila. In sam, recimo, lahko začneš s preprostim ekonomskim učbenikom, da se spoznaš prvo z samo sestavo, potem pa napreduješ do recimo bolj kompleksnejših zadev. Lahko greš prebrati neoliberalne teoretike, kapitalistične teoretike, marksistične teoretike, in pol bo že dobil recimo neko širšo sliko, kaj se dogaja. Če te to itak zanima, pojdi študirati recimo sociologijo. Se s tem recimo ukvarja, sam to obiskujem, pa ekonomija se s tem ukvarja, sicer iz malo različnih zornih kotov. V tem ekonomija preučuje sam trg dela in na kak način bi se izboljšal. Recimo pri sociologiji poznamo tudi ta nek kritični. Meni je zdaj zaštekalo. Ne vem, če se še slišimo.
Mm.